Živjo! Čiščenje. Tako preprosta beseda, pa kljub temu ugotavljam na svojih strankah, kot tudi s kozmetičarkami v naši mreži, da se tu pojavlja največ težav. Torej, dnevna rutina čiščenja obraza. Na socialnih omrežjih se pojavlja ogromno nekih gurujevskih tehnik, kako si kožo očistiti. Pa ti bom povedala nekaj napak. Naprimer, veš, da ni dobro uporabljati navadno vodo? Kožo bom nato očistila s čistilnim mlekom in ti hkrati pokazala še nekaj masažnih tehnik. Čiščenje pa bom zaključila s tonikom. Hecna zgodba se mi je zgodila enkrat. Stranka je rekla, da je po toniku dobila mozolje. Na YouTubeu obstaja kup različnih reviewjev raznoraznih pripomočkov za čiščenje obraza. Od ščet, gobic in še marsikaj. Jaz sem jih vse dala na črno listo. Vzemiva za primer ščetko. Jo uporabiš na obrazu, splakneš in potem odložiš. Bakterije se veselo namnožijo in ko jo naslednjič uporabiš, vse to naneseš na svoj obraz. Drugi problem je voda. Až tisti občutek, ko te zateguje, ko si umiješ. To je zaradi vodnega kamna. Voda ima namreč minerale, ki so v obliki kristalov, so sicer očem nevidni, ampak tako kot se primejo na tvojo pipo, se primejo tudi na tvojo kožo in vežejo nase vlago. Zaradi te vlage imaš ta občutek zategovanja. V najskrajnejšem primeru lahko povzročajo tudi dermatitis z osebami, ki pa ga že imajo, ali pa luskavico, se pa stanje bistveno poslabša. Zato vodo pusti na miru. Pa še nekaj, voda ni čistilo, voda samo izpira. Naslednja napaka so grobe oziroma pregrobe brisačke. Z njimi zdrgneš obraz in koža je bolj dovzetna za vnetja. Zato je boljše, če uporabiš na primer navadne papirnate robčke. V kozmetičnem salonu jih veliko uporabljamo. Ali pa recimo navadne vatne blazinice. So higienske, za enkratno uporabo, pa še mehke. In še zadnja stvar, zelo pomembna. Zvečer, preden greš spat, obvezno odstrani make-up. Imam primere, ko so punce nosile več kot en dan star make-up, ker so hotele malo prišparati na denarju na času. Tega ne počni. Koža mora dihati, zato zvečer obvezno make-up odstrani. Tole je Ficovo čistilno mleko. Vsebuje lešnikovo olje, pa vitamini in pa tudi limono. Ta je v bistvu najbolj pomembna za tale video danes. Vsebuje citronsko kislino in citronska kislina je tista komponenta, ki v bistvu raztaplja tvoj make-up, umazanijo, skratka, vse tisto, kar hočeva danes odstraniti iz obraza. Dovolj je že čisto majhna količina mleka. Malo ga prej še pogrej med prsti, potem pa raznesi čez cel obraz. Ampak bodi natančna, naj šteje vsak centimeter kože. Previdno oziroma posebej nežna pa bodi okrog oči, ker s takšnimi masažnimi gibami, ki jih vlečeš od znotraj navven, skrbiš tudi za svoje mišice. Pomisli, vsak pomižik, ki ga narediš, aktivira kar 14 mišic in to vajo ponoviš vsak dan približno 10.000-krat. In koža okrog oči je izredno tanka, zato se gube pričnejo delati ravno najprej okrog oči. No, tale masaža pa ni pomembna samo za čiščenje, pa za mišice, z njo vplivaš tudi na limfo. Saj veš, limfa je v bistvu nekakšna čistilnica, ki deluje znotraj tvoje kože. Zato se vedno masiraj od zgoraj navzdol, ker tako limfa teče. Ampak več ti povem o tem kdaj drugič. Če imaš bolj trdovraten make-up, naprimer, da si ravno prišla domov iz kakšne zabave, potem mleko nanesi še enkrat. Ampak za razliko ga daj na vatko in potem direktno na kožo in vatka bo tako potegnila nase vse morebitne ostanke. Čiščenje zaključimo s tonikom. Kot sem že na začetku povedala, čim manj uporabljaj navadne vode. Jaz ti predlagam tale tonik z evkaliptusom. Veš, da ima evkaliptus preko 100 komponent in študije so pokazale, da je odličen zaviralec bakterij.
kar je super novica, če imaš mastno kožo. Če pa imaš suho kožo, potem ti predlagam drugo varianto, ki je z grenko pomarančo. Veliko strank imam v salonu, ki imajo na primer rozacejo in prav po uporabi tonika z grenko pomarančo je njihova rdečica izginila ali pa je bila čisto minimalna. Tonik sem včasih uporabljala zato, da sem po umivanju z milom uravnala pH. No, danes pa ga imam zato, da izperem morebitne ostanke. Ne vsebuje nobenega alkohola in ne draži kože, zato ga mirne duše lahko pustiš na koži. Tako delamo zjutraj in zvečer. Ja, tudi zjutraj. Saj veš, prah ne počiva. Je v zraku, v blazinah in konča na tvoji koži. Ampak ker se ne more kosati z ličili, lahko zjutraj čistilno mleko spustiš in uporabiš samo tonik. Vseeno pa si vzami tisto minutko in naredi še kratko masažo. Sploh okrog oči. Tako bodo izginili podočnjaki, pa zabuhlost bo bistveno manjša. Hvala, ker si bila z mano. Za več lepotnih nasvetov pa se ne pozabi naročiti na naš kanal. Se vidiva!